Papir je kitajski izum, ki je kot cenejša alternativa hitro začel izpodrivati druge pisne materiale. Kdo točno se je domislil, da bi ga lahko uporabili za čiščenje po potrebi na stranišču, ni znano. Znano pa je, da je ideja postala zelo popularna in na Kitajskem se je v 6. stoletju pojavil prvi izrecno za te namene izdelani straniščni papir. Prvi tak, ki ga poznamo. Vsekakor pa te prakse takrat niso odobravali vsi. Vrabci, na primer, so imeli uporabo straniščnega papirja za zelo umazano. Sami so se po opravku na stranišču čistili z vodo, kar je bilo predpisano tudi v setu islamskih pravil, ki predpisujejo higiensko obredje. Arabci so od Kitajcev prevzeli papir in ga sami začeli množično proizvajati v Bagdadu, ki je v visokem srednjem veku postal kulturno središče islamskega sveta in zato še danes velja za obdobje islamskega zlatega veka. Papir je seveda dosegal tudi srednjeveško Evropo in kot poceni alternativa pergamentu ali pa papirusu postal zelo priljubljena pisna podlaga. V straniščne namene ga pred izumom tiska niso uporabljali. Pomesto papirja so srednjeveški ljudje uporabljali, kar so pač imeli pri roki. Razne naravne materiale, vse od drevesnih listov, lišajev, praproti, kamenčkov, peska, vode, če je bilo mogoče snega, če niso imeli ničesar, pa samo levo roko. Bogatejši so za čiščenje po opravilu na toaleti uporabljali bolj luksuzne materiale, kot so lanena, volnena ali konopljena tkanina. Moderni, mehki straniščni papir je nepogrešljiv del vsakega gospodinjstva, postal šele z izumom školjke na splakovanje. Školjka na splakovanje namreč raznih alternativ straniščnemu papirju ne prebavlja ravno najbolje. Tale nepogrešljiva stvar vsake hiše je neposreden potomac srednjeveškega izuma.